Postajamo vse starejši in starejši. In čeprav je to za nas odlična novica, se zdravstveni sistemi zdaj soočajo z vse večjim izzivom, saj se pojavlja vprašanje, kako skrbeti za več starejših pacientov z manj medicinskega osebja in naraščajočimi stroški. Tukaj nastopi iCare Innovation, ki je tesno povezana z izraelskim tehnološkim ekosistemom. iCare Innovation sodeluje s tehnološkimi podjetji in vlagatelji, da pomaga razvijati naslednjo generacijo zdravstvenih rešitev. Zdaj se mi je pridružila Anne Berry, vi ste izvršna direktorica iCare Innovation. Najlepša hvala, da ste danes z mano. Pozdravljeni, Lin, v veseljem je. Katera je ena največjih težav, ki jih danes opažate pri sodobni oskrbi starejših? Eden največjih izzivov je število ljudi, ki jih zadevajo ti zdravljenja in terapije, ki jih moramo razviti za starajoče se svetovno prebivalstvo, ki se stara. Z industrijsko revolucijo smo doživeli eksplozijo tako gospodarske kot demografske rasti. In zdaj se moramo soočiti z ljudmi, ki živijo, kot ste rekli, v Izraelu v povprečju 84 let ali pa naprimer v Monaku celo 86 let. Obstajajo razlike, vendar se moramo ukvarjati z infrastrukturo in inovacijami na področju zdravja, da bomo lahko poskrbeli za to rastočo populacijo. In kje trenutno vidite največ inovacij? Kaj vas najbolj navdušuje, ko govorimo o inovacijah tukaj v Izraelu? Veliko jih je, vendar me najbolj navdušuje tisto, kar je povezano z nečim zelo bistvenim v našem telesu, s celico in s terapijami z matičnimi celicami, kar se mi zdi kot ponovno izumljanje življenja. Ko se staramo, dejansko izgubljamo svojo sposobnost ustvarjanja novih matičnih celic. In matične celice ustvarjajo nove celice v vašem telesu, ki se obnavljajo vsak dan, vsako uro. In to povzroča degeneracijo vaših tkiv, celo vaših možganov. Zato mislim, da je najpomembnejši izziv spopadanje s staranjem našega telesa. Predvsem pa naših možganov, ki so pravzaprav naša sposobnost za interakcijo z okoljem. In to počnete s hiperbarično terapijo s kisikom. Nam lahko kaj več poveste o tem? Lahko vam povem, da gre za zelo staro teorijo, ki je nastala že v 17. stoletju. Obnovil in nadgradil pa jo je odličen izraelski profesor Shai Efrati. Poučuje na univerzi v Tel Avivu, vendar ima predvsem največji center za hiperbarično medicino tukaj v Izraelu, v središču države ob Galilejskem jezeru. V celem svetu, torej je to največji center? Največji na celem svetu. In ni samo fizično največji center, ampak ima tudi najbolj napreden protokol, ker je pomembno, kako to izvajaš, ne samo s kakšno opremo, ekipo in koliko si usposobljen. Imate ljudi, ki poskušajo prodajati hiperbarično medicino kot rešitev za naše težave s staranjem, vendar ne spoštujejo tega protokola, ki je popolnoma edinstven. Torej, kako to deluje? Najprej je to nekoliko zahtevno, ker morate biti resni, gre za znanost. Fizično morate biti prisotni nekaj tednov, lahko tudi 3 mesece, da naučite svoje telo, kako naj spremeni način ustvarjanja matičnih celic. Vsak dan se morate izpostaviti hiperbaričnemu okolju. To pomeni, da ste namesto običajnemu atmosferskemu tlaku na morski gladini izpostavljeni višjemu tlaku. Dejansko je, kot da ste v vagonu, pritisk 2-krat višji, kot če bi bili 10 metrov pod morsko gladino. V redu. Druga stvar je, da morate v 2 urah absorbirati veliko količino kisika. Torej 100% kisik skozi masko, nato pa izmenjujete 10 minut s kisikom, 10 minut brez, samo z navadnim zrakom v kabini. In vaše telo to zazna kot krizno situacijo. Telo misli, da ste v okolju z nizko vsebnostjo kisika. In da bi se odzvalo, umetno ustvari matične celice, ki vam bodo pomagale postopoma obnoviti spremenjena tkiva. Ta tkiva so lahko tudi v vaših možganih. Možgani imajo tkiva, ne samo vaša koža. Tako da je neverjetno, to je neverjetna tehnologija, ker je pritisk drugačen, ko izvajate to vrstno zdravljenje. Tako se vaše celice pomladijo.
Poleg tega pa dobite tudi več matičnih celic. Naprimer za ljudi, ki imajo rane, naprimer kronične rane, kar se pogosto zgodi, ko ste starejši in morda padete ter imate rano, ki se zaceli počasneje kot v mladosti, pri tem res pomaga ta terapija. To je zagotovo bistvena težava, to je rana. In obstaja vidna rana in nevidna rana in deluje pri obeh. Zdaj pa rana, da bi se zacelila, potrebuje kisik. In če imaš manj kisika v telesu, lahko bolnika pripelješ v situacijo, ko se rana nikoli ne bo zacelila. In to lahko vidite pri sladkorni bolezni, pri žilnih težavah. Torej, v resnici nisem del tega podjetja, sem samo nekdo, ki je to preizkusil na znanstveni podlagi. Sama sem šla skozi ta protokol, da bi bolje razumela, ker me je to resnično fasciniralo. Razumem, da to resnično deluje na nastajanje matičnih celic, ki delujejo na kisik, in da to resnično zdravi ljudi. In v Izraelu lahko za 16 indikacij, vključno s sladkorno boleznijo in pooperativnimi ranami, dobite vse pokrito preko socialnega zavarovanja. Za zdravljenje vam ni treba plačati, ker je popolnoma dokazano. Kar je tudi edinstveno za Izrael, saj je to tukaj lahko krito iz zavarovanja. To je res neverjetno. Neverjetna tehnologija prihodnosti. Anne Berry, direktorica podjetja iCare Innovation. Hvala, da ste bili danes z mano. Hvala.